Kdaj si ti v bistvu dobil željo, veš, zdaj bom samo pač igral zaradi tega, ker imam pač dosti časa in zdaj pa želim postati recimo pro player? To nikoli ni bilo to stvar, kakor da sem gledal, da isto hočem delati pa to. Polka sem malo začel spremljati pro play pa to in sem videl, da koliko sem recimo v Season 4, da sem tako najbolj džabe dobil Challenger pa to vse, ne. Sicer bi ga mogel biti v Season 3, dvakrat sem imel promotne. To bilo takrat, ko si dobil plus nič. Ampak tim, ne? Tim je tisti, ki te je držal nazaj. Sedem igr zapored sem zmagal s plus nič, da sem dobil fucking promote in potem sem šel nič 3. In to se dvakrat zgodil. To da jebeš to sezono. A si rageal? Ne. Generališ nikoli nisem tako, v solo queue, jaz sem general nikoli nisem tako rageal on anyone. Tako je mogoče za recimo, kaj gram v ekipi, pa če bi tako res nekdo fulno se zdaj. Zdaj bomo ta viral naredili in bomo prenesli vse tvoje stare čete, chat loge. Ni bil. Ne. Bor ni bil nikoli to. Se kdaj sem napisal v solo queue nekomu, da je pač ne jim... Pač da je umrl ali pa idiot ali pa da je sem nikoli pa nisem tako res neki full hardcore flame ali pa bil tako neki personal pa to nekaj pač. Sem ne, to je treba vedno zaslišati potem še druge osebe. Mislim, veš, to je tako, če smo realni, do Season 2 je bilo pač normalno, da je 5 minut in da so pač drugemu govorili, ne dobijo raka in da je čas. Če se to napišeš, boš insta permaband. Takrat je bilo to normalno. Tako so bili dobri časi, pač. Kaj je pač dobri časi. Ne, se kompletno strinjam, da ne smeš folku reči, da ne umrejo. Ampak kad cancer pa to valjda ne pišeš. Sam se bi zdi fenomen, če pač mi nekdo po internetu reče, da je retardiran, zakaj moram biti zapani za to, ne? In takrat je bilo to, veš, drug na drugega so pisali, ampak tako noben se ni vzel osebno. Ja, nobody care, ne? To so bili časi, ki je Osel od streamov, pa je tam govoril, da upa, da mu cela familija umre in je bilo pač skoraj ti rekel, ja pa vse v redu. Lik zdaj se zgodi ne tako dolgo nazaj, ne, danes imaš pa recimo, ki igra pač Fnatic ADC, je Nick Nova, ki je Korejc, in igra solo queue. In ga rana down, ko je v nasprotni ekipi nek drug Fnatic member in mu en napiše kao win trade zato, ko sta Korejca oba dva. In on je to print screenil in dal na Twitter pa začel obtoževati tega modela, da je racist. In zdaj model pač fakt, čeprav mu je sam napisal, a win trade, ko sta oba Korejca. Zaradi tega pač zdaj ne pišeš več tega shita, ker folk je zelo... Ne bi rekel, da je folk sensitive, sem bi pa rekel, da res probajo vzeti pač tweet. Ja, se je cancel culture, sem bolje for, da bi rekel, da sam folkom pač tok sede nekoga zebata. Pač folk ima pleasure v temu in me zabavno, ne, pač če meni ne gre v life, ne še tebi ne gre, tam pač zebata. Takrat je bilo drugače, takrat je bil pač to outlet, kjer smo se sproščali in to. Vse drugače čisto se strinjam, da je pač, mene je drugače zmeri motil, da je pač folk imel to nepotrebno neki toksiko solo, ko jo pa to sem pač to zmeri mutil, sej lahko mutaš, ne. Ja, jaz takoj, ko je nekdo crknil, sem dal tisto mute all in to je bilo to. Na začetku je bilo preč skrajnost to, da si lahko nekomu pisal, da ga bo šel bol, pa ni bilo nič. Zdaj pa ta skrajnost, da nekomu rečeš gang top in si benda, ne. In pač tako... Dejansko? Ne, dobro si, da pretiravam valjda, ne. Sa pač primera, ne. Pač napišeš jungle gap in je to. Mogel bi biti neki in the middle, ne. Sam je pač skozi neka skrajnost, ne. Na začetku je bilo to, da si lahko pač, jaz sem je mater, zdaj pa moraš... Boljše, da sploh več ne pišeš v bistvu, no. Pa ne zaradi tega, da bo right naredil, ampak kakor to pač, nekdo bo print screenil do nekaj na Twitter, pa to. In to ti bo vedno sledilo tvoje celo kariero. Highlight je vsi tako, jaz pa sem ga poznam med sabo pa to vse, ne, in pač tako imajo vsi Twitter in tako je lahko nekoga pač zebeš, ne, in se mi zdi, da to res, ne vem, v eni strani ogavno. Bito pač vidim, da to narediš, če te nekdo res tako personally full napada, šur narediš to, če pa kdo sam napiše nekaj tako tacga, whatever, se mi pa zdi pač brez veze, ne. Velikrat potem tudi vskočijo zraven timi in hočejo iščati nek apology v bistvu, ne, če si bil kao negative gaming. Oni nimajo izbire, pač damage controla, ne, kaj bo pa naredili. Sem bolj problem, ker bo pač vsi ti fani, ki se pač nimajo veze s tem, bojo pač tam začeli najbolj to pisati, to je problema, ne. Znači, kad ti proji pa to, oni se bojo že med sabo, for da malo spart zmenili, magamo napišeš DM, sorry, pač to ni problem. Problem je pač ta par stoka random folka, ti fani, pa to konje bojo šli pa takoj bandwagonat. Ker, da zdaj in the times of social media zadnjih par let je pač internet drama folku nerealno všeč in čim se to zgodi, takoj zagrabijo, ne. Razen, če nimaš full followinga, tako kot Tyler One in pa se lahko toksic. Mislim, samo on je bil, ne, zdaj mislim, se je malo toksic, se mi zdi, da ni, pač je tako. V mejah, ko so mu povedali, do kam lahko gre. Pa opore, da on, ki je pač biggest streamer na LoLu, mu tu traje, ga ne bo tako panišal, ne. Ja, exactly. Dokler ima nek leverage. Sam ne si... Kdo je the biggest streamer? Tyler One. A ja, še vedno? Ja, valjda. Fuck. Ja, kdo pa bo? Drugače je kar zanimiv, ker LoL v Ameriki zelo umira zdaj in on je še zmeraj američan, pa... Ja, profesionalno LoL umira, ampak content creatorji... Ne, player base ne, to je res. Sem se Amerike ima razmeri full ball emphasis v vsakem e-sportsu to, da pač content
creator za Kingsa, ne. Ja, sej, Medtem, ko EU je bil pa zmeri bolj competitive environment. Isto, če gledaš CS Valorant, vse pa, če je bil EU vedno dosti boljši, se mi zdi, tako competitive wise.